Skaj je hoteke. Sikr, Ja, šta počinem? lahko. Begati? Ja. Daj. Ogasti, prosim. V redu bo, ti kar začni. Dobro jutro, Maribor. Danes vreme je 22 stopinj. Kaj ti je najbolj všeč v Mariboru? Mir, prijatelji. Da so prijazni sošolci. Da se učim dobre stvari. Filantropije, tam lahko delamo nalogo, učimo se. Kalvarija in Pekrska gorca. Bazen Mariborski otok. V Mariboru mi je všeč Drava, da imamo lahko ob njej piknik. Kaj ti je všeč v Sloveniji? Morje, Portorož, V Sloveniji mi je všeč, da ima veliko gozdov. Slovenija. Ker je v besedi Slovenija love. Kaj si se novega naučil v Sloveniji? naučil smo se veliko stvari o Sloveniji in mesti tukaj tega prej nismo poznali. Naučil sem se polovico slovenščine, ki jo znam. V tečaj slovenščine smo imeli 300 ur, ampak zunaj v mestu ljudje govorijo drugo slovenščino. V Sloveniji ima več slovenščine. Kaj si v zadnjih letu počela prvič? Prvič sem šel v gledališče in kino. Prvič sem šla s prijatelji v gledališče, prej sem šla vedno samo z šolo. Prvič sem sodelovala pri videu. Zame je bilo prvič, da sem šla na sprehod s kužkom. V Siriji nimajo kužkov kot domačih živali. Kako je bilo, ko si prišla v Slovenijo? Najtežja je bila jezik, ničesar nisem razumel in sošolci niso razumeli mene. Vprašali so me, od kod sem, a nisem znal odgovoriti. Ko sem šla prvič v šolo, je bilo vse novo, tudi sošolci. Malo je bilo dobro, malo pa tudi slabo. Slovenščina je bila najtežja. Ko sem prišel sem, mi je presenetilo, da sem tukaj ljudje drugače obnašajo in govorijo čisto drugačne jezike. Najtežji je jezik, moški in ženski spol in srednji, tega še zdaj ne razumem. Prvega dne v šoli sem se veselila, ker sem vedela, da bom spoznala nove ljudi. Najprej sem se začela družiti s fantimi, ker so me prosili za šilček. Slabo sem se razumela s sošolkami, niso me sprejeli takšna, kot sem bila. Ampak potem je bilo boljše. Težko je bilo, da sem hodil v šolo brez sošolcev iz Slovenije. Vsi so bili tujci. Zato imam zdaj prijatelji, ki smo jih poznali v mestu, ne v šolo. Ko smo se peljali v Ljubljano, mi je bilo zelo všeč, da so bile povsod rožice in da je pihal veter. V mojo državo ni bilo tako. Kaj je v Sloveniji enako kot v državi, iz katere prihajaš? Pri hrani je vse drugače, razen kruh in juhe. To imate Turčija in Slovenija skupno. Kaj pa je drugače? Sirija je velika, Slovenija je majhna. V Sloveniji imajo vsi svetle lasje. Tukaj imajo ljudje čisto drugače imena kot ljudje v Siriji. Jezik je čisto drugačen v Siriji, veliko ljudi govori arabsko.
ko je Bajram, je tudi ponoči v Siriji vse odprto, tako kot v Sloveniji za novo leto ali za črni petek. Tukaj imate različne trgovine, veliko jih ima ista imena. Tukaj so ljudje prijaznejši, ženske ne nosijo rut, to mi je všeč. V Iranu mi je bilo všeč, da sem imela družino ob sebi. Prvič v življenju sem videl, da sta dva fanta in punci in dve punci zaljubljena. Katere slovenske besede si se naučila najprej? Zdravo, kak si, dobro. Ko smo prišli v mesto, smo hoteli kupiti kruh, ampak nismo vedeli, kako se reče. Zato smo enemu gospodu na ulici pokazali sliko in nam je povedala, kako se reče. Potem smo skupaj šli kupiti kruh. Katera slovenska beseda je najtežja? Pralni stroj. Starocerkvena slovanščina. Kaj si se novega naučila od svojih mentoric? Od mentorice sem se naučila jezika. Naučila me je delati kljukice na šumniki, postaviti vejice, pike, pisati veliko začetnico. Naučila me je, da vse se ne reši s pretepom. Midve sva najboljše prijateljice.